Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjuju. To je prva sezona in 10. epizoda. Tokrat pa je moja gostja Maja Golob, ki se pa ukvarja s šolanjem psov. Ima že kar nekaj osvojenih mednarodnih certifikatov, ker šola pse tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Maja, zdravo in hvala, ker si se odzvala mojemu vabilu, da te lahko vprašam kaj iz področja šolanja psov. Živjo, z veseljem. Daj se mogoče za začetek majčkeno predstav, da te bomo nekako na hitro spoznali, pa te še jaz kaj več vprašam, bolj podrobno. Tako bom rekla, v bistvu se ukvarjam s psi, odkar vem, da psi obstajajo in odkar vem, da jaz živim. To se pravi, dejansko sem dobila svojega prvega psa pri 10 letih, katerega sem s pomočjo knjige naučila, bom rekla, vse osnove poslušnosti. Takrat v teh mojih letih še ni bilo ne vem koliko kinoloških društev, tako da smo res v bistvu, bom rekla, sem nekako sama odkrivala toplo vodo, kar se tiče šolanja. Potem normalno sem dobila drugega psa, nemškega ovčarja samca, s katerim sem nekako rekla, da pač moram nekako eno stopnjo naprej narediti. Vpisala sem se v kinološko društvo, takrat je bilo najbližje Ajdovščina, kjer sem potem s tem psom hodila, bom rekla, na tečaj poslušnosti, obrambe in sledi in dejansko zaključila, bom rekla, takrat je bil še Schutzhund stopnjo 2, sem tekmovala, po tem programu, na to sem dobila psičko, njegovo hčerko, nekako je šel sistem po istem principu, zaključila sem ta Schutzhund, potem kasneje to IPO 3, sem nekako z njo isto spet tekmovala, tako da to je nekako, bom rekla, moji prvi začetki v šolanju z pasmo tudi, bom rekla, ki je bila takrat najbolj primerna za to in najbolj pogosta, nemški ovčar. Zdaj dobila si kar nekaj mednarodnih certifikatov za šolanje psa oziroma priznanj. Katero izmed teh znanj ti je nekako najbolj pri srcu oziroma ti najbolj prav pride in zakaj v bistvu? Jaz sem te certifikate v bistvu vse osvojila v Ameriki. Gor so, bom rekla, na temu področju, kar se tiče šolanja psov za pomočnike in za slepe, dosti, bom rekla, pred Evropo in sploh pred Slovenijo. Tako da nekako sem gor najdla varianto, da lahko to vse lepo naredim, uradno dobim certifikat, pač, ker danes, bom rekla, nekako šteje, samo če imaš tudi nekaj v roki, nek papir. Z njimi sem se isto povezala, tako da, bom rekla, grem enkrat na leto dejansko tudi gor v ta center, kjer jim pomagam pri določenem šolanju. Tako da nekako, bom rekla, se poslužujem in šolanje v Sloveniji, večinoma vodičev za slepe osebe in invalidne osebe. V Ameriki pa delam, bom rekla, čisto drugo specifiko, kar se tiče šolanja teh psov pomočnikov. Zdaj, že prej nazaj, mislim, da sem nekje zasledil, da v 90 letih si delala tudi za policijo, se pravi si šolala pse tudi v te namene. Kako je pa v bistvu, preden greva na ostale področja šolanja, kako je pa z policijskimi psi, kako te je pa v bistvu v te vode pot zanesla takrat? Tako bom rekla, to je bila moja tiha želja, še iz otroških let, ampak takrat, bom rekla, niso še sprejemali dolgo obdobje žensk v policijo. Nekako 1995 je prišel razpis za ženske po dolgih letih. Takrat sem se jaz prijavila, bom rekla, v policijo in normalno sem mogla narediti in prekvalifikacijo in šolanje ter potem iti na teren, na splošno postajo, da sem sploh lahko, bom rekla, izrazila željo, kaj pač želim delati. Tako da se lahko pohvalim v bistvu, da mi je to vse uspelo in sem tudi prišla do naziva vodnik službenega psa in sem bila prva vodnica ženska službenega psa v Sloveniji. Nato sem nadaljevala s tem in sem nekako tudi prišla do naziva inštruktor. Takrat je bila pa ta pasja policijska šola v bistvu še v Podutiku, tako da sem takrat delala, bom rekla, sem šla iz terena v Gorici kot vodnica službenega psa nazaj na delovno mesto inštruktorja takrat je bil center za šolanje službenih psov v Podutiku.
Kako se pa te pse šola, oziroma kaj ta pes sploh mora znati delati, ne? Ker jaz mislim, da to ni tako enostavno tazga psa izšolati. Pa kaj ti psi v bistvu sploh pol počnejo, kaj je njihova naloga? Pa tudi kaj je naloga inštruktorja konec koncev? V bistvu je tako, pač imamo, bom rekel, dve skupini psov. So psi za univerzalno uporabo, a ne? To vidimo te nemške ovčarje, rottweilerje, belgijske ovčarje, pač ki so na JRM-jih, na nogometnih tekmah, preventiva, a ne, sledijo, in obrambni psi. Na drugi strani pa imamo pse za iskanje mamil, eksploziva, bom rekel, tudi zdaj na novo to delajo za iskanje orožja, tako da bom rekel, to se štejejo kot psi specialisti. Bom rekel, res zelo ločeno področje, kaj inštruktor počne. Takrat v mojih časih v bistvu smo mi inštruktorji dobili, bom rekla, tako čist pse, ki niso znali dejansko popolnoma nič. Kupovalo se je pse, bom rekla, stare od 10 mesecev naprej, lahko so bili psi problematični po karakterju, nekateri so pač tudi zrejali pse lih v ta namen. Dejansko smo mi te pse potem stestirali, smo jih imeli en mesec pri nas, vsak inštruktor je dobil svoje število psov, če so psi pač ustrezali, bom rekla, vsem pogojem in zdravstvenim in psihofizičnim, je pes šel v šolanje. Naloga inštruktorja je bila takrat, da v bistvu smo pse do določene faze, se pravi do predšolanja, zaključno z predšolanjem in izpitom, bom rekla, je bila naloga inštruktorja, da jih je šolal, potem so pa prišli vodniki, ki so bili na terenu v ta center, kjer so v bistvu potem oni pod, bom rekla, kontrolo inštruktorja te pse dokončali. Sedaj se je malo njihov sistem spremenil, mislim, da zdaj večinoma tudi imajo svojo vzrejo, mladiče tudi kupujejo, tako da takrat način, bom rekla, v mojih časih, pa način policije, kar se tiče dela službenih psov, se je precej spremenilo. Pa bi šla še v to smer delati, ali te v bistvu zdaj zanimajo bolj to, kar zdaj počneš, se pravi, da šolaš še za vodnike pa invalide in tako naprej, no? Jaz bom rekla, vsako življenjsko obdobje ima svoje, bom rekla, obdobje službeno, ki ga nekako, bom rekla, preraseš in dejansko greš naprej, odkrivati nove vode, nova znanja, tako da mislim, da ne, jaz sem pač svoje, bom rekla, prispevala, naučila sem se, tako da mi je to čisto ok, kar počnem zdaj. Kaj pa zahtevnost, recimo med šolanjem psov za policijske namene, pa recimo šolanje psov vodnikov, zahtevnostno, je to velika razlika, kaj je v bistvu bolj komplicirano izšolati, ali enega psa vodiča ali enega policijskega psa? Glede na moje izkušnje, bom rekla, po težavnosti, pač bom rekla, to je specifika, policijski psi, bom rekla, je čist druga stvar, kakor psi vodiči, to je pač, bom rekla, črno in belo, kar se tiče šolanja in tudi naprej uporabe. Kar se tiče, bom rekla, težavnosti oziroma zahtevnosti, kar sem jaz dala ta šolanje, vse čez je zame, bom rekla, najzahtevnejše šolanje vse vodiče, kar se šteje tega področja. Za drugo področje, bom rekla, če se zdaj malo na reševanje obrnem, ker sem isto mentrailing počela, je pa mentrailing zame, bom rekla, ena zelo zahtevna disciplina isto. A imaš kakšno posebno anekdoto, ki se ti je mogoče zgodila v tistem času, ko si še bila na policiji, se kaj spomniš? Ko ti je še kakšen dogodek, ki ti je mogoče ostal v spominu, kaj tazga, kaj se je zgodil, če ti kaj pade na misel, če pa ne, pa nič hudega. V bistvu, bom rekla, tako bilo takih par slabih momentov, tako bom rekla, ne zdaj iz moje strani, ampak pa če pes najde nekoga, ki ni živ, ni lih fajn, ne. Tako da dejansko tega ne bi, no, nekako, bom rekla, se vračala nazaj. So bili momenti, no, večinoma taki, pač, kad ti ostanejo negativno, ker pa pač nekako, bom rekla, hočeš pozabiti na to, no. Zdaj, če greva na pse vodnike za slepe, oziroma eni pravi psi vodniki, spet eni psi vodiči, zdaj šolanje takih psov zahteva veliko potrpežljivosti in tudi znanja. Kakšni so največji izzivi pri šolanju takih psov? Bom rekla, prvi, največji izziv je sploh dobiti psa, ki ustreza vsem pogojem, to se pravi psihofizičnim in zdravstvenim.
ker dejansko se psa nabavlja odraslega, to se pravi spet več 10 mesecev plus, a ne? Te psi, ko jih mi nabavimo, pridejo, bom rekla, direktno iz pesjaka, nesocializirani, tako da dejansko moraš tukaj, bom rekla, spet odkrivati toplo vodo in psa testira, čisto vse možne načine od hoja po stopnicah do gladkih tleh, prometa, živali, bom rekla, nogometnih igrišč, kjer je poseben džumbus, koliko pes v bistvu reagira na te dražljaje, koliko nagonov ima, bom rekla, za mačke, za druge pse, koliko hitro se prilagaja na druge okolje, na druge ljudi, koliko se znajde. To je, bom rekla, prva stopna oziroma enakovredna stopna je pa še, bom rekla, da pes zdravstveno ustreza, se pravi slikanje komolcev, slikanje kolkov, pregled oči, tako da dobiti psa, ki ustreza, bom rekla, v povprečju vsem tem zahtevam, je kar, bom rekla, kar projekt. Kaj mora pa pes vodič sploh znati? Dobar, jaz to načeloma, ker sem slep, vem, ampak vsem boš ti to bolj natančno povedala, kaj je nekak naloga psa vodiča ali pa vodnika, kaj on mora znati in kako v bistvu sploh poteka samo šolanje. Tudi na koncu, ko je že pri uporabniku pes v bistvu. Ja, pes vodnik pač ne bi, bom rekla, uporabnika peljal po znanih in neznanih poteh, se pravi, na teh poteh mu nakaže vsak robnik, zebro, ovire na cesti, pelje ga do semaforja, potem čez cesto poišče vrata, pelje, ne vem, na pošto, banko, trgovino, poišče vhod v avtobus, v vlak, bom rekla, zavije levo, desno po cesti, tako da dejansko, bom rekla, nekako, če se lahko to izrazim, nadomestijo nekako oči, a ne slepe osebe. Res pa je, da pač slepa oseba se mora znajti v tem okolju, mora približno vedeti, kje je, da lahko tudi psa usmerja. To mogoče, Miha, ti bolj lahko z drugega vidika v bistvu, poveš. Se pravi, tak pes mora, kot da so tvoje oči, ne, in moraš v bistvu on nadomesti tvoje oči, sicer moraš pa tudi sam poznati teren, kje si, da se ne zgubiš, ne, ker načeloma psu poti ni treba poznati, ker pač to je tvoja naloga, ampak itak, ko greš še enkrat, recimo po eni poti 500-krat, pol si že nekako pa zapomne, ampak še zmeraj moraš pa sam biti previden, zato ker lahko še zmeraj, če ne drugega, že na kakšen kombi, ki je nabašeš, ki parkira na pločniku ali pa tudi kaj novega postavijo, ne, tako da se lahko sam teren, recimo že ena sama malenkost ti lahko zelo spremeni situacijo. In se tudi sam teren, čeprav mogoče ti, ko vidiš, se ti ne zdi, da je razlika, ampak za slepega je pa ena malenkost lahko ogromno in si na koncu se res lahko tudi zgubiš, ne, tako da bi lahko mogoče ti rekla, da je šolanje za slepe eno od težjih šolanj, ker dejansko mora pes res veliko stvari poznati, da bi lahko to rekla, da je za slepe najtežji narediti psa. Lahko trdim, v bistvu, ja, lahko trdim na moje izkušnje z šolanj, ki jih imam z različnih področij, da je to, bom rekla, eno najbolj zahtevnih šolanj, kar se tega tiče. Tudi, bom rekla, pes mora res biti siguren, no mora tudi, kad si omenil, nabašeš na kombi, pes dejansko mora pred kombijem se ti ustaviti, ti moraš preveriti, ne, če pač ne preveriš, ga nabašeš, a ne, se prav, to je tim, to je sodelovanje psa in človeka skupaj, a ne. Ja, ker pač to so za videče so to res malenkosti, ne, ker za nas pa to ni malenkost, ne, in ti lahko res ena štanga sred ceste ti lahko že v bistvu, ali pa sred pločnika, ne, saj na cestih ni, ampak ena štanga sred pločnika ti lahko dejansko vse spremeni, zdaj pa če še orientacije nimaš tako dobro razvite, ne, imaš pa pol lahko res probleme s tem, tako da dejansko moraš res tudi sam vedeti, kje se nahajaš, ne. Tako da to je čist res. Ker predvidevam, ne, zdaj šolaš tudi pse za invalide na vozičkih, ne? Tako je. Da je tukaj mogoče zgodba mačken drugačna, ne? Ker tukaj imajo pa te osebe le vid, ne? In z vidom veliko naredimo, ne? Okay, imajo pač tukaj so druge težave, ki me zanima v bistvu, kako tukaj poteka šolanje, kaj tukaj načeloma pes zna, to me zanima, pa to, kar sem že prej omenil, ja, verjetno je za vozičkarje, za te na vozičkih mogoče mačken lažji šolati psa, ne? V bistvu, ja, lažje, ne lažje, drugače predvsem, bom rekla, ne? Zato, ker pač, bom rekla, za ljudi, ki so na vozičkih, bom rekla, oni so videči,
Imajo pa, bom rekla, normalno ne morejo hoditi, roke nimajo iste funkcije, lahko pri, bom rekla, zdravih ljudeh. In tukaj dejansko glavna naloga teh psov je, da jim poberajo predmete, ko jim padejo po tleh, da jim prinesejo predmete, ne vem, z mize, daljinc, telefon, bom rekla, lahko z drugega prostora, potem vrata odprejo, grejo ljudje potem z vozečkom ven in za njimi dejansko vrata zaprejo, luč prižigajo, a ne. Take stvari večinoma, normalno morajo spet obvladati poslušnost, da grejo pač z njimi, tudi bom rekla trgovino, pa morajo isto obvladati vse vaje poslušnosti, poleg sedi, prostor, ki so čisto, bom rekla, specifične za vse pse. V bistvu potegnejo dol nogavico, rokavico, kapo, hlače, dejansko pomagajo pri slačenju, a ne. Tako da tukaj so take stvari, bom rekla, ki jim, bom rekla, fizično prinašajo, predvsem na predmetih to gre, a ne. In sicer predmeti so različni od ključev, telefonov, ne vem, žlica lahko pade, denarnica, bilo kaj mora pes pobrati in potem, bom rekla, človeku ali osebi to prinesti v naročje, da lahko potem to, bom rekla, človek prime in odloži oziroma si pomaga s tem. Ker je tako, ne, pes ni računalnik, ne, in ima včasih tudi on slab dan in recimo, meni se zdi mogoče, jaz osebno to pravim, ne, mogoče iz tega področja majčkeno lažje, ne, ker en na vozičku načeloma ko vidi, s tem dobi 80% informacij, mi jih moramo nadomestiti na drugačna čutila in recimo on bo videl, če bo psa, če bo naredil kakšno napako, ker pri nas slepih, ne, moramo pa res zanesti na druga čutila in recimo že en majhen rob na cest, ne, gre lahko čez. In mi ga recimo ne bomo mogli sami popraviti, ker dejansko še sami ne bomo vedeli, da je šel čez rob, ne, ker je pa videč, ne, pa ima druge težave, bo pa mogoče celo lažji psa na kakšni situaciji popravil, ne, ker pač vidi v bistvu, ne. Absolutno bom rekla je, kot sem že prej omenila, šolanje psa za slepe, eno najbolj zahtevnih šolanj, glede pač, bom rekla, jaz lahko sebi to govorim, a ne. Tudi pač to delo je res treba, bom rekla, imati z vso odgovornostjo, ker to je pač odgovorno delo, to ni vsak pes za to, bom rekla, primeren, ne. Tudi kasneje, bom rekla, smo ljudje, ki se pač, bom rekla, razumemo na pse, jih znamo 100% šolati, ampak jaz pravim, jaz nisem nič naredila, dokler, bom rekla, človeka in slepo osebo in psa ne povežem, da one dva funkcionirata skupaj, da sta tim in da delata, ne, se pravi, moje delo ni končano, dokler nista pes in bom rekla, oseba pokonektana in da to laufa, bom rekla, bilo kje, a ne. Zdaj pa greš še malo v druga področja tvoja šolanja psov. Šolala si tudi psa za prepoznavanje glutena in za sladkorne bolnike, kakor sem dobil informacije. Kako je prišlo do tega, kdaj si to delala, a še delaš s tem, kaj pa s tem v bistvu, no? Se pravi, jaz v bistvu sem šolala prvega psa na svetu za iskanje glutena v hrani, to mislim, da je nekako bilo že 12-13 let nazaj in sicer za Ameriko, a ne. Takrat, ko sem bila v Ameriki, v tem centru, ko z njim sodelujem, je pač ta moja inštruktorica dobila pač idejo, če probamo, imela je psa francoskega ovčarja Boserona, ki ga je dala, bom rekla, kolegici, no te kolegice hčer je imela pač zelo močno to celiakijo, a ne, tako da smo rekli, dobro, dajmo probat. Jaz sem dejansko psa iz Amerike pripeljala v Slovenijo, sem ga imela pri meni doma in nekako sem, bom rekla, sem nekako eksperimentirala in dejansko, bom rekla, ne bom rekla, da nisem verjela, ampak bila sem malo skeptična, a bo zadeva, bom rekla, šla uspešno skozi, no. Potem je ta punca prišla k meni v Slovenijo, so naredile ta prenos ali tim trening, kot pravimo, se pravi, da pač naučiš, kako se dela s psom, treninge še naprej in dejansko sem kmalu potem dobila povratne informacije, da je pes dejansko že parkrat rešil iz take situacije, da pač ni zaužila glutena. In od takrat naprej punca dejansko ni bila enkrat več v bolnici, a ne, se pravi, stvar je dejansko funkcionirala. In od takrat naprej sem šla, bom rekla, redno vsako leto v Ameriko, kjer so me zmeri čakali, pa par psov resnih šolala v ta namen. To so bili pač začetki, bom rekla, danes to že šola, bom rekla, že bolj množično, kar se tega tiče v Ameriki. Ampak ti si dejansko s tem začela, če imam jaz zdaj prav. Tako, prvega psa v Ameriki sem pač bil za Ameriko, ampak na svetu bil prvi pes, pač, ki je zabeležen za to vrstno šolanje, ja. Ampak kaj pa pes naredi, ko recimo zazna, da je v hrani gluten?
Kaj je on, v bistvu, kako on to pokaže, pa da je noter, da pač ne tega ne poje v bistvu. Kaj Ja, on, zdaj je tako, ne, mi pač dejansko psu predstavimo krožnik hrane, naše hrane, a ne. Zdaj, čez to hrano se ponovno da pokrov, bom rekla, da se pač hrana pokrije, ampak ta pokrov ima na sredini luknjo in pes skozi to luknjo povoha in zazna, ali je v hrani gluten ali ne. Zdaj, glede, bom rekla, nakazovanja, on dejansko hrane ne proba. ne povoha. Aha, povoha Tako on samo. dejansko ne pride, bom rekla, v stik fizično z hrano, bom rekla, da pride, da se Ja. smrček dotakne, ne vem. To ali pa da bi mogel šnicla, 2 krožnika tako, pripraviti, ne, pa dati ne. isto hrano. Ne. Dejansko Mislim- to isto, bom rekla, pokrovka, ki pride za mikrovalovno, se pokrije čez krožnik, v sredini je luknja, skozi to luknjo pride von, pes skozi to luknjo povoha in zdaj pa lahko da taco, lahko v ta pokrov, bom rekla, nakaže z gobcem, da ugrizne, se pravi, to se vidi, kaj psu tudi odgovarja, katero nakazovanje in dejansko opozori, tukaj je gluten, če pač pes povoha in se obrne, dejansko se obrne stran, pomeni, tukaj glutena ni, a ne. Zanimivo. Tako, lahko tudi gre tukaj za, bom rekla, samo za kontaminacijo, se pravi, da je zrezek bil na isti površini na mizi, kjer je bil prej kruh, a ne, z glutenom pomeni zrezek je okužen in pes dejansko to že nakaže. Kaj pa tole za pomoč sladkornim bolnikom pse, a to si tudi kaj delala, kar sem Tudi prej omenil, tako, kako je pa s tem, ja? tako. Bilo je par psov izšolanih v Sloveniji, 3, pač pri nas to ni še toliko, bom rekla, niti razvito, niti znano, drugače šolam to za Amerika konstantno. Dejansko pes nakaže, bom rekla, ko se začne nivo krvnega sladkorja ali v krvi zniževati ali zviševati, pač pokaže na določen način, bom rekla, osebi, da si nekako gre, bom rekla, do časa pomagati. Pa on to kako zazna, kaj začut, zavoha, ne vem. V telesu se pač začnejo različne kemične reakcije sproščati, In to in zazna. se tako se spreminja in pes Zanimivo. to prek vonja zazna, predno pač oseba, a ne, zazna, da bi lahko sama si pomagala, je pes preventivno že prej, bom rekla, opozori in dejansko potem oseba si gre zmerjeti ali pa pač, bom rekla, naredi, poje nekaj sladkega ali pa bilo kaj, da pač se to izenači vse skupaj, a ne. Tako da ja, to je zadeva, ki tudi, bom rekla, zelo, zelo funkcionira. A ne, smela psa v Ameriki, je šolanega, to je bila Springer španjelka, ki je dejansko začela nakazovati lastnici, ko se je vozila v avto, da pač nekaj ne štima, a ne. Kako pa zbiraš pasme psov, ne? Zdaj vemo, da vsaka pasma ni za vsako zadevo najbrž, ne, recimo pes vodič ali pa, kot pravi, za prepoznavanje glutena. Na principu česa se v bistvu odločaš, katero pasmo boš izbrala za določeno vrsto šolanja? Ja, zdaj bom rekla, tukaj v Sloveniji načeloma velja neko, bom rekla, nepisano pravilo, da se večinoma uporabljajo labradorci za vodiče slepih ali pa za invalidne osebe. Tudi po pravilniku, v bistvu imamo, pravilnik obstaja v Sloveniji, a ne, ki smo ga pač dolžni spoštovati. Zdaj so razna odstopanja, kakšen švicarski ovčar pride v poštev, kakšen nemški ovčar se kdaj tudi najde, ampak zelo redko, sploh psice rečemo, pride v poštev, a ne, ampak to je zelo, zelo redko, to je bolj, bom rekla, tudi izjema kot pravilo. Kar se tiče pa, bom rekla, diabetesa, glutena, epileptike, rečemo, nismo še omenili, se pa spet, bom rekla, uporabljajo, lahko so to zelo zadnje čase, tudi za slepe, sem pozabila preomeniti, se tudi pojavljajo, večinoma tudi zdaj tako na novo, te kraljevski kodri, a ne, so zelo ratali, bom rekla, tako nekako prebijajo popularni glede dlake, sploh ker ne spuščajo dlake, a ne. Se pravi, normalno vsaka pasma ima pluse, minuse, isto pudel, isto labradorc. Kar se tiče, bom rekla, teh psov, kar delajo z vonjem, se zelo, rekla, rado uporabljam te Springer španjele, te lovske pasme, tudi labradorce, ker pač, bom rekla, že v osnovi genetsko oni zelo radi iščejo in delajo z nosom, a ne. Zdaj, tudi malo odvisno, bom rekla, od ljudi, a ne, kakšne, bom rekla, stanovanjske sposobnosti imajo, kakšen pes jim je v principu, bom rekla, že všeč znotraj teh pasem, ki so primerne, ne moremo si za neko pasmo odločiti, zdaj, kaj pač, bom rekla, sploh ne spada v ta razred psov za delo, se pa prilagodimo, pač, bom rekla, če nekomu všeč, ne vem, govorim na pamet, papilon, ker vem, da so psi, dobro delovni psi, pač se gre tudi lahko v te pasme, čisto kot primer, a ne. Je pač, bom rekla, več pas možno, bom rekla, nekako najditi za te stvari. Kakšno pa se tebi zdi, da je stanje glede ozaveščenosti psov vodičev v Sloveniji? Se Slovenija, oziroma mi dovolj
zavedamo pomena teh psov in njihove vloge. Kakšno je tvoje videnje na to? Jaz bom rekla, da ne. Jaz bom rekla, da smo zelo, zelo odzadej. Zdaj lahko primerjam pač večinoma Ameriko, ker gor delam z njim. Jaz mislim, da smo zelo, zelo odzadej, kar se tega tiče. Premalo se ozavešča ljudi, premalo se jih vidi, bom rekla, tako na cesti, povsod, da ljudje sploh vejo, da to obstaja. Jaz sem imela veliko izkušenj, ker so pač nanesel pogovor na kakšnega psa, ne vem, gluten, diabetes, v bistvu ljudje pojma niso imeli, kaj je sploh vse možno. Tudi glede, bom rekla, avtističnih otrok, komaj 2 psa sta bila šolana v Sloveniji, tako da mi smo to zelo, zelo, bom rekla, odzad. Ne vem, ali mogoče bi to treba bolj medijsko izpostaviti, ne vem, več kakšnih eventov za to narediti, bolj. Ne vem, mislim, da je tega zelo, zelo malo. Ljudje pojma nimajo, kaj se da, tako pošteno povedano. Ja. Kaj te pa v bistvu najbolj motivira, da delaš s psimi in z ljudmi? Kakšno je kako ohranja strast do tega po vseh teh letih, ker to je dejansko več 10 let, rečejo že kar več kot 30, po mojem, pa s tem delaš. Tako. Če že od 10. leta praviš, da je začela, je že to v bistvu čez 40 let. Zdaj ne lih povedati točne cifre, prosim. Ne bomo povedali, ampak je kar dolga, to v bistvu moraš res nekaj čutiti do tega, ni to v bistvu samo biznis, recimo temu, ampak je to že tako. V bistvu mora biti nekak biznis, ker je treba živeti od nečesa, ampak je pa najbrž precej ljubiteljsko tukaj. Jaz bom tako rekla, biznis je to zadnjo. Če bi kdaj računico potegnil skupaj, verjemi, da bi kje druge bilo več ostalo na računu, kako stane tukaj. Tako da jaz mislim, da glede mene govorim, je to samo poslanstvo, je neka želja od mehkega in samo slediti temu in se ne ukvarjati, bom rekla, z vprašanji, zakaj to počne in kako počne. Enostavno fajn ti je početi, normalno živeti je treba, ampak so druge prioritete, ker če enostavno dobiš psa, ga šolaš, nekomu, bom rekla, polepšaš in omogočiš boljše življenje in dobiš potem feedbacke nazaj, mislim, kaj češ boljšega. In potem lahko še, bom rekla, normalno živiš, Kako pa je pomemben v bistvu odnos med psom pa med njegovim vodnikom, pa tudi v bistvu, kako se ta proces pa razvija, ko poteka prenos med tabo, se pravi kot voditeljem, pa med uporabnikom. Kaj je tukaj v bistvu pa najbolj pomembno? Meni je zelo pomembno, da poznam, bom rekla, ljudi že prej, da ni to zdaj prvi kontakt, pes človek, bom rekla, ti smo moment, kaj pa si šolan, ampak dejansko, da že vnaprej navežeš kontakt, se malo pogovoriš z ljudmi, nekako vidiš, kakšne so njihove potrebe, tudi karakterno kakšni so, ker ljudje smo si različni. In glede na to tudi nekako psa probaš dobiti, ki ustreza, bom rekla, njihovim karakterjem. In potem normalno, ko se psa šola, se jih parkrat obišče, zdaj, kakor je možnost, se pravi, vsaj to, da malo spoznaš človeka, če prvič delaš z njim, da imaš prej neke informacije, bom rekla, iz prve roke o osebi, kje živi, kakšne, bom rekla, pričakovanja ima, je to človeka hodi v hriba, je to bolj, bom rekla, se drži bolj stalnih poti. In to so neke informacije, v bistvu, ki ti dajo neko vodilo, za naprej. Tako da fajn je, bom rekla, čim več, če se povežeš in pač Slovenija je mehna, vsi se poznamo več ali manj, tako da, bom rekla, že to je pa plusno. Bi se lahko poznali, pa se včasih ne poznamo, kar je zelo grdo, tako rekel, ker vsak po domače povedano gleda na svojo rad, tako je. Treba je, da malo spustiti svoje, bom rekla, svojego, pa se malo prilagoditi. To je pač, bom rekla, neka umetnost, da pač stopiš na nek drug nivo in se prilagodiš v bistvu. To je pač treba, da je narediti. Kakšen nasvet bi dala pa tistim, ki se odločajo, a bi šli v ta proces, da bi si umislili imeti psa, recimo za karkoli, ali za invalide na vozičkih, ali za slepe. Kaj bi jim ti svetovala, kdaj se naj za to odločijo, kdaj v bistvu pravi čas za to in tudi kaj se nekako pa od te osebe pričakuje? Jaz bom tako rekla, če imate radi živali, sploh v familiji, vsak dan, ki nimate psa, ki bi vam pomagal, je zamojen. Dejansko, jaz bom rekla, vsaka ima možnost, ko sam pomisle na to,
čim prej, zato ker pač pojma nimate, kaj v bistvu res zamujate s tem. Ne? To ni sam pes, bom rekla, kaj 24 ur v službi, v narekovaje, pri vas to je pač, bom rekla, pes, ki je vedno tam slabe, dobre dni, pomaga vam, rešil vam življenje, ki se boste najmanj mislili in zmeri boste imeli ob sebi nekoga. Ne? Tako da jaz bom rekla, res, če imate možnost, če imate željo, čim prej. Če pa še za na konc povzameva, tak zaključek narediva, vemo, da je, zdaj greva iz tega šolanja mačken ven, vemo, da je v Sloveniji kar, pa ne samo v Sloveniji, po celem svetu, precej psov po raznih zavetiščih, ljudje odvržejo stran. Kaj bi mogoče v tem primeru, kakšen nasvet bi takim ljudem dala, ki se odločajo za čist navadnega psa, da bi ga imeli tako kot ljubljenčka doma? Kakšen človek mora biti po tvojem mnenju, da lahko sploh ima psa doma, bom tako rekel? Ker vemo, danes ali pa jaz sem videl v koronskih časih, ko je bila korona, so si psa umislili za tisti čas, ko so bili doma, ne? Pa vemo, mrzdo je bil zaprt, ker so mogli spet v službe nazaj in ne vem, koliko jih je takrat prišlo v zavetišča. Ne? Meni se zdi, da se je takrat mrzdo kar mačkan zaletel. Ne? Tako da, kdaj se naj en, recimo temu, običajen človek za psa odloči, če si ga res tako močno želi, da bi ga imel, ne, veš, kaj te mislim vprašati. Ja, danes je res to, bom rekla, ponudbe, bom rekla, čisto od pasem do psov z rodovnikom, do čisto krvnih psov brez rodovnikov in do psov, bom rekla, ki so rešenčki v zavetišču. Zdaj bi rekla, vsak, ki si pač želi psa, mora vedeti, da pač s tem sprejme družinskega člana, ki je za njega odgovoren. Ne moreš se po enem letu premisliti, preveč le pa jaz ne bom več imel psa, ker nimam časa. Ne treba je premisliti, pa če imaš možnosti prostorske, ali si ti res to močno želiš, mu boš nudil lahko dovolj gibanja in prostega časa. To je prvo, drugo pa pač kaj si želiš. Jaz pač zagovarjam pse z rodovnikom, zelo sem proti za pse, ki so, bom rekla, brez rodovnikov. Zakaj? Zato, ker pač to, bom rekla, je navadno šteparija, in ni res, kad pravijo, da pač koštajo vzrejni pregledi pa slikanje koliko ne vem kakšno znanost, ker sploh ni res, Jaz tudi vzrejam sama, tudi že, bom rekla, 35 let sibirske haskije in iz moje psarne en pes ni šel, bom rekla, brez rodovnika, tako da s tem, kaj to potegne za sabo, koliko laganja, dela, denarja tudi gre pač v eno vzrejo, kaj je res, bom rekla, vrhunska in delaš načrtno, tako da jaz podpiram za ljudi, ki si želijo točno določeno pasmo, da grejo pač z reditelju in si nabavijo psa z rodovnikom. Če pač lih ne veš, kaj bi si želel, ne si nabavljati psa, ki pač, bom rekla, samo vizualno ustreza neki pasmi, potem pa res priporočam, pejte v zavetišče, pa rešite najdenčke. Ker s tem, ko kupujemo pse, bom rekla, za pol cene, brez rodovnika, brez papirja, dansko samo omogočamo tem ljudem, da pa pač oni vzrejalo narekovaju te pse brez rodovnika pač naprej. Ker zagovarjam, kot sem rekla, vzrejo, bom rekla, kakor mora biti po standardu, ali pa pač te pse, ki pač pristanejo žal v zavetišče, da se pač jim poišče dom. Ja, naj se ti jaz za konc še zahvalim, da si vzela čas za intervju in seveda še naprej uspešno šolanje za naslednike, ki bodo imeli tvoje pse, ki jih boš naredila in da jih bodo tudi, recimo temu, dobro izkoristili ali pa uporabljali. Najlepša hvala tebi za povabilo in želim ti, bom rekla, veliko lepih poti z novim psom, Simbo. Hvala, vsi ostali pa Facebook, Instagram, Discord, portal 100.si, če vas karkoli zanima, vse posod smo doma, tako da se naslednjič pa spet slišimo. Lep pozdrav.